Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Bi rekla znova zanimiva tema, ampak si mislim, da je bila kar za pričakovati. 8.8. prihaja. Moja želja je, da je tale oddaja večna, v smislu, da kadarkoli potrebujete malo opomnika, malo spodbude, malo koristnih nasvetov, lahko po njej posežete in recimo, da si jo boste prvič ogledali leta 2070, kar verjetno pomeni, da ste jo projicirali kar ven iz prsta na direkt v nebo in se verjetno držali za glavo, kako smo bili oblečeni in kakšne frizure smo imeli davnega leta 2025, tako kot zdajle mladina takole gleda frizure iz 80-ih, 90-ih in tako naprej. Se pravi, moj namen je uporabnost te oddaje. Kar pravzaprav je namen vseh teh starih ved, ki dan danes dobivajo znova neko veljavo in neko spoštovanje. Poglejte, noben japonski cesar se prav gotovo ni za vojno, za napad, za nobeno življenjsko situacijo odločal, brez da bi se prej posvetoval s svojim astrologom, z modreci, starešinami, z osebami, ki so imele to posebno znanje, za katero ne vem, če smo hvaležni, da pravzaprav nam je dan danes, tudi s pomočjo interneta, nadohvat ruke, bi lahko po domače rekli. Se pravi, numerologija, feng shui, džotiš, astrologija, vse te stare vede nekako znova dobivajo svojo veljavo. In jih najdemo marsikje. Ali ste kdaj opazili, da pravzaprav numerološka razlaga števila 8 je pratimač enaka zakonu privlačnosti. Število 8 namreč simbolizira tako zgoraj, tako spodaj, tako znotraj, tako zunaj. Opisuje našo notranjo moč, ko smo mi v ravnovesju, ko mi znamo sprejemati in dajati, ko vemo, kaj hočemo, ko uravnovešamo vse te nasprotujoče si silnice v našem življenju, takrat osmica se v bistvu prekucne in postane simbol za infinity, se pravi, ko se energija neovirano pretaka. O tem bomo danes govorili. Torej, povedali bomo eno zelo učinkovito vajo, s katero lahko pustimo preteklost za seboj, vzorce pomanjkanja za seboj, osebe, odnose, navade za seboj, kako lahko dvignemo svoj standard, kako lahko dvignemo svoje pričakovanja, kako spremeniti svoje misli, svoj način delovanja, da nam bojo kar najbolj v podporo, kajti sami sebi znamo človečki zelo zakomplicirati življenje. A je res? In ne glede na to, ali se piše 8.8. ali se piše ne vem kjer datum, te stvari nam vedno lahko pomagajo. Dejstvo pa je, da so datumi, da so obdobja, ki nas pri temu podpirajo. In v tem trenutku lahko veliko poslušamo in beremo o levjih vratih, o Siriusu, o vplivu tega, o vplivu unga. Potem po drugi strani je retrogradni Merkur, ki se konča 11. avgusta. In dragi moji, 12. avgusta imam jaz rojstni dan in astrologija pravi, da bo to leta 2025 najbolj srečen dan v letu, tako da jaz se ga letos kar veselim. Eno darilo vam za vas, ampak o tem kasneje. Ne glede na to, kaj se piše, pa ste vi v svojem življenju, v filmu svojega življenja, svoj glavni junak. In moje prvo vprašanje vam je, ali še vedno in v vsakem trenutku igrate glavno vlogo v svojem življenju? Ste vi režiser, ste vi scenarist, ste vi ta glavni? Ali ste neka stranska vloga, ali ste malo zaspali, ali vaše življenje kot nadaljevanka, v kateri so vas zdaj, kaj pa jaz vem, v vampirskih dnevnikih so nekoga pokončali, kad dali spat za enih 16 nadaljevank in potem je prišlo nazaj. Koliko serij, nadaljevank, epizod ste nekako spustili? Kaj vse ste z rok spustili? In veste, duhovna numerologija pravi, da definitivno smo po svetu že prej hodili, se pravi, absolutno zagovarja teorijo reinkarnacije. Marsikatera tehnika, marsikatera veda opozarja, da smo se v prejšnjih življenjih marsičemu odpovedali za vse večne čase. Da smo se marsičemu zavezali za vse večne čase in da včasih to ima še vedno vpliv, seveda, logično, na to življenje. Se pravi, če imate občutek, da se vas kar nekaj lepi, da nimate čisto razjasnenih pojmov, od kje se neke stvari pojavljajo, ne trdim, da je to razlog. Absolutno ne. Mislim pa, da nam vsem ne bi škodovalo, da bi včasih sami pri sebi naredili en tak majhen ritual in v prvi vrsti rekli: preklicujem vse omejitve. Vsi imamo kdaj trenutek, ko nismo v najboljši koži in ko rečemo: alah, še kaj. In kaj pa vesolje reče? Stari moj, valjda da lahko, eto, pa se nam pokvari avto, pa nam gre to v in tako naprej. Vedno gre lahko še kaj narobe.
in vedno gre lahko še kaj prav. Se pravi, jaz mislim, da prvi korak je to, da preklicujemo vse omejitve, vse tiste negativne misli, za katerimi smo nekoč stali in zdaj ne bodo več naše. Pejmo kar k tej vaji, da ne bomo predolgo časa komplicirali. Se pravi, najprej se malo objemite, pa malo si nasmehnite, pa povejte si, da se imate radi. Pravzaprav po sebe dajte miselno v en tak velik krog. Recimo, da udobno sedite, da ste se fajn namestili, da ste zaprli oči in okrog sebe enostavno vizualizirate krog. Sedite v tem krogu, ta krog je vaš sveti prostor in ta krog zdaj postaja steber luči. Taka čudovita lučka pada dol na vas, kot da bi na vas sijal žaromet. Če smo prej omenjali film ali oder, recimo, da ste zdaj na odru in ta prelep snop luči, bele, zlate, srebrne, lesketajoče se, prelepe svetlobe vas obliva. In tukaj v tem krogu ste popolnoma varni. Ste vi, ste sprejeti in vse je v redu. Kar malo uživajte v tem najprej. Nato pa si predstavljajte vse to, česar si ne želite več v življenju. Vse to, kar bi želeli pustiti v preteklosti. Mogoče so to grdi spomini, mogoče je to neka navada, morda želite nehati kaditi, pa vam bo tale vaja v oporo. Mogoče je to občutek manj vrednosti, strah pred izgubo, vse to, kar menite, da ne potrebujete več, vse to, česar se želite posloviti in pravzaprav svojo energijo s tem razmejiti, boste pa zdaj postavili v drug krog, ki je pred vami in se vašega kroga dotika tako, da ustvarjate osemko in tja odložite vse. To vajo lahko uporabljate tudi kot nadomestek za rezanje vezi. Rezanje vezi je taka malo bolj agresivna zadeva, tako da tukaj, ko razmejujemo energije, pa nismo prav nič agresivni. Tja odložite vse misli, vse spomine, vse grenkobe, vse to, s čemer bi radi zaključili, od česar bi si želeli iti stran. In zdaj v mislih pričnite nekako vleči, risati, imaginirati krog okrog sebe, v katerem boste rekli, moja energija je moja energija. Zdaj pa potegnite drugi krog okoli nasprotnega kroga. Tvoja energija je tvoja energija. Pa naj gre za spomine, za osebe, za odnos, za želje, ni važno, kaj je v tistem drugem krogu. Toliko časa to zdaj vlečete. Moja energija je moja energija, tvoja energija je tvoja energija. Toliko časa to počnete, da počutite občutek olajšanja in miru. Seveda, če odlagate na drugo stran neko žalost, izgubo, razočaranje, neko hudo grenkobo, boste potrebovali malo več časa, kot ga imamo zdaj tukaj v tej oddaji na voljo, pa boste tudi to vajo malo večkrat ponovili. Sicer pa lahko to vajo uporabimo za marsikaj. Spuščam slabo, sprejemam dobro. Spuščam tuja pričakovanja, dvigujem svoja pričakovanja. Spuščam osebe, navade, situacije, odnose, ki zame niso dobri, in sprejemam osebe, navade, odnose, situacije, priložnosti, ljubezen, obilje, zdravje, srečo, radost, ustvarjalnost, vse lepo za moje najvišje božansko dobro. Poglejte, zelo veliko različic te vaje lahko počnete, toliko časa to energijo nekako rišite, da se boste počutili pomirjeni. Nato pa ta nasprotni krog, ki ga opuščate, dajete, ki ga nekako pošiljate stran ali v svetlobo, samo odrinite, ločite od svojega kroga in recite zraven, spuščam v svetlobo. Naj se odvije zdravljenje za najvišje božansko dobro vseh vpletenih. In nato enostavno vlecite krog okoli sebe. Ste v beli, čudoviti, zlatkasti, srebrnkasti, mlečni, nežni, topli svetlobi, kjer ste varni, kjer ste ljubljeni, kjer ste srečni in kjer ustvarjate novo, lepšo prihodnost.
in čudovito sedanjost. Pravi, pomembno je, da zdaj zasidrate te energije v svoje srce in da si ponovite, da ta trenutek tukaj in sedaj ste že bolje. In z vsakim trenutkom boljše. To je taka zelo uporabna vaja. Čisto vse lahko tako razmejite. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da imaginiramo tudi to, da ljubezen, ki jo dajemo, sprejemamo. Da denar, ki ga dajemo, tudi sprejemamo. Velikokrat gremo v obratnem vrstnem redu, dobimo plačo, gre za položnice in potem smo slabe volje, ker si ne moramo privoščiti nečesa, česar si želimo včasih. Velikokrat investiramo veliko v določeno prijateljstvo, v odnos, v osebo, v nekoga drugega in smo potem razočarani in prizadeti, ker tega ne dobivamo nazaj. Uravnovešajmo energije. Dajem dobro, sprejemam dobro. Mogoče ne bo to ista oseba, mogoče to ne bo isti vir obilja, mogoče to ne bo konkretno denar, mogoče boste zadeli na nagradni igri, mogoče vam bo nekdo nekaj podaril, mogoče boste našli nekaj na cesti. Obilje se lahko manifestira na neverjetno veliko različnih načinov in, dragi moji, naše vesolje je absolutno kreativno. Se pravi, ne pozabiti uravnovešati energijo spuščanja, opuščanja in tega, da gremo naprej. Se pravi, napredka. Preteklost ulikvrc, prihodnost naprej. Dajem, sprejemam. Spuščam, sprejemam. Se pravi, jasne definicije potrebujemo. To je izjemno pomembno. Tudi pri zakonu privlačnosti vas bodo najprej to naučili. Če vi ne veste, kaj bi radi, kako naj vam vesolje to prinese? Če pridete vi v restauracijo pa rečete, saj ne vem, ali bi govejo župo ali bi pico, pa ne vem čisto dobro, kaj bi na tej pici. Kaj mislite? A boste zadovoljni z obrokom, ki ga boste dobili, če bo vse skupaj nekaj čudno na pol zmešano? Ne bo. In to nas pripelje do naslednje ključne zadeve. Recimo, da ste tole vajo delali od takrat, ko ste tole oddajo spremljali, do 8.8. Se pravi, spuščali smo slabe vzorce, stare vzorce, mogoče jih ni treba podoživeti, mogoče jih ni treba razumeti, mogoče je ključnega pomena, da jih spustimo, da jih opuščamo, da ko vidimo, da smo padli v neko dramo, neko žuto minuto, v neke slabe misli, da si rečemo, hopce fizel, tega ne rabim, spuščam. Ko se ujamete, da ste razdraženi, ko se ujamete pri nekih pesimističnih mislih, ko se ujamete pri tem, da bi najraje vrgli puško v koruzo, se ustavite in pejte delati tole vajo. Spuščam te misli, spuščam negativo, spuščam jezo, spuščam strah, spuščam občutke manj vrednosti, spuščam misel, da mi ne bo uspelo in sprejemam uspeh, sprejemam svetlobo, sprejemam obilje. Se pravi, ta vaja z osmico je resnično fenomenalna, lahko jo počnete kadarkoli. Toplo pa vam priporočam, da jo počnete vsaj 3-krat na dan do 8.8., da čim več teh stvari nekako spucate, kajti, dragi moji, seveda ne bo šlo prvo takole kar čutežno vse stran. Ti vzorci, ki smo jih oblikovali celo življenje, ne bodo zdaj po 2 afirmacijah, eni meditaciji in eni vaji rekli, Dio, zdaj pa jaz grem nekam drugam. Ne, malo se bo bolj pa res treba potruditi. Recimo, da smo zdaj pucali, prišel je 8.8. Kar je zelo pomembno, je, da naše cilje, želje, hrepenenja, pričakovanja spremenimo v odločitev. Ko se odločimo, se ločimo od ostalih možnosti. Ko rečemo, bom pico, tole pa tole, nas več ne zanima, kere druge pice so v ponudbi, kaj vse lahko še damo gor. Ko oddamo naročilo na ta, kar gre, pico pek, pico pripravi in nam jo prinese. Ko rečemo, želim govejo župo, smo se odločili za govejo župo, ne za malo špinačne, pa malo gobove, pa malo ne vem kakšne. Se pravi, cilje preobrazite v odločitve. Odločite se, da vam bo to uspelo. Čisto drugačna konotacija je za to energijo. In odločnost nas pravzaprav vodi v odličnost. Bolj kot smo odločni, bolj nam je jasno, kaj ja, pa kaj ne. In, dragi moji, v ljubezni, v življenju, v obilju, zdravju, v vsem je zelo pomembno vedeti, kaj ja, pa kaj ne. Kaj je za nas dobro in kaj ni. Kaj nas hrani in kaj nas šibi. Kaj nam koristi, kaj nam škoduje. Je že res, da mi lahko kar nekaj strupov zaužijemo in se razstrupimo in se pozdravimo, ampak kaj si s tem v bistvu ne kompliciramo življenja za brez veze? Se pravi, kaj ja, kaj ne. Kaj za vas dobro in kaj ni. In pridemo potem znova do mej. Postavljanje meja. Zato rabimo jasno definicijo. Zato rabimo tudi jasno definicijo, kaj se zgodi, če so naše meje
kršene. Čudovito oddajo temu sem posnela, spodaj v opisu je linkec, da ne bom zdaj predolga. Ampak v bistvu, veste, ne glede na to, a govorimo o ljubezenskem odnosu, prijateljskem odnosu, poslovnem odnosu, lejte, če elektrike ne plačate, točno veste, da vam jo bodo odklopili, ne bodo se z vami pogajali. Se pravi, v življenju je pomembno, da smo mi tisti, ki imamo vajeti svojega življenja v svojih rokah in vemo, kaj je za nas ja, kaj je za nas ne, kje ta meja je in kaj pomeni, če se krši. Ne samo v teoriji, ampak v praksi. In tukaj bi vam zelo rada pomagala, zato sem za vas pripravila nekaj zelo podobnega strateškemu planu, ki je sicer del letošnjega in vsakega letnega vodnika. Zmagaj v vsem v 8 korakih. Se pravi, pokrili bomo vse to, kako postaviti cilje, kako se jih držati, kako jih dvigniti, kako sebe negovati, kako delati na sebi. Pravzaprav temu bi lahko rekli kar nek delovni zvezek, se pravi 8 korakov do zmage v vsem. Po tej naši poti sreče, uspeha, pehanju za še več, ne smemo pozabiti tudi uživati v tem, kar počnemo, se pravi, čisto vse sem tukaj noter zajela. Do 8.8. ali pa ne, dajmo reči, do mojega rojstnega dneva, ki je najbolj srečen dan v letošnjem letu, je ta delovni zvezek samo 8,88 centov. Ker pa je to tudi moj rojstnodnevni mesec, dragi moji, pa za vse, ki pojma nimate, kaj je numerologija in njim se vam tudi sanjane, kaj se skriva v vašem imenu, priimku, rojstnemu datumu, 5 osebnih številih, kaj to sploh je. Kaj so vaše lekcije življenja, česa se učite kot duša, kot osebnost, a imate kakšen karmičen zapis, imate kakšen mojstrski zapis, na kratko, kaj bo še čakal do konca leta. Za vse vas, ki ste radovedni, pa do konca meseca je moje darilo vam minus 50% popust na osnovno osebno numerološko analizo, kar pomeni, da če vas Pervoc matra dobite resnično ogromno informacij. Če bo premalo, jo bomo nadgradili, tako da pravzaprav pridete malo na okus, jaz temu rečem, vse to vas čaka na moji spletni strani. Jaz sem pa še enkrat rekla, ne glede na to, ali tole oddajo spremljate 8.8.2025 ali leta 2070, v nobenem trenutku ne pozabite, da ste vi tisti, ki je gospodar svojega življenja. Kar ne pomeni, da si boste v vsakem trenutku pričarali vse. Je že res, da pravijo vse, kar se nam zgodi, rabimo, pritegnemo samo to, kar smo. Jaz moram povedati, da se tukaj fundamentalno ne strinjam. Ker potem serijski morilci, se veste, ne? Če bi pritegnili samo to, kar smo, bi oni pritegnili, se pravi, skupino serijskih morilcev A, pa skupino serijskih morilcev B, pa bi se potem med sabo malo bye bye, pa bi bili v enem vikendu skozi. Velikokrat pritegnemo nasprotje sebe, pravzaprav zato, da ugotovimo, kaj nismo. Se pravi, dragi moji, poslovila se bom s temi besedami. Investirajte, negujte, bodite proaktivni, oblivajte z ljubeznijo, svojo pozornostjo, z zaupanjem predvsem v sebe, vse tisto, kar je ja, vse tisto, česar si želite v življenju. In odvzemite moč, pozornost, svoj čas samo tistemu, kar je ne. Ker ste dragoceni, ker ste samo eni na tem svetu, eni in edinstveni, nenadomestljivi, neponovljivi in še ogromno lepega vas čaka v življenju. Ne glede na to, v kakšni točki, v kakšni koži, v kakšni situaciji ste zdajle. Še veliko lepega vas čaka. Zdaj pa, dragi moji, uporabite vse te energije, ki nas letos avgusta obdajajo, zato, da ustvarite nekaj najbolj fenomenalnega možnega.